Zdaj bi vam pokazal 13 trikov v manj kot minuti. Dajmo začeti s prvim. Recimo, če grem takole čez, lahko iz sredine ven dobim samo eno karto in sicer lahko dobim pikovega asa. Če takole malo pomešam karte, lahko zopet ven iz sredine dobim drugo karto in sicer lahko dobim pikovo dvojko. Če te dve karti vzamem, lahko takole grem čez sredino karte in lahko v bistvu s pomočjo teh dveh kart dobim pikovo trojko, takole. 4 in 5 so zelo preprosto, če samo tlesnem s prsti, lahko iz sredine ven dobim 4 in 5. Šestka je zelo dobra, ker lahko iz sredine zopet vzamem eno karto, to ni šestka, ampak lahko v bistvu to štirko vzamem, če samo potresem, se lahko ta štirka spremeni v šestko. Sedmika je moja najljubša zaradi tega, ker bomo probal poiskati s pomočjo odvračanja pozornosti. Recimo, če vzamem te karte, lahko dejansko dobim 3 karte ven, ja, sedmiko, osemko, devetko. Desetka je zelo dobra, ker če sam tlesnem s prsti, lahko iz sredine ven zaleti ena karta in to je v bistvu ta desetka. Fant je ful dober, ker ga lahko v bistvu dejansko dobim iz mize ven, če samo takole malo